Naslednji trik iz prezentacij, ki je tu zelo dober, so seveda te roke. Roke morajo občinstvo skozi videti. Vsaj recimo eno roko, da je zgoraj više, da ste vi sproščeni, da predajate znanje. Ker odprte roke pomenijo, jaz hočem vam vse povedati, tukaj je moje znanje. Ste tukaj odprti do njih in tole. Ne počnete tega, tole recimo tudi kakšen marketinški človek v Sloveniji dela, ali pa še kdo drug, ali pa takole. S tem ne zaradite nobene tem, da ste vi pametni, ali pa karkoli, ampak samo blokado pred občinstvom. Ne delate tako kot politiki, ali pa sploh še recimo roke skrivate zadnje in tako naprej, recimo tudi roke v žep, da ne bom še kaj drugega zdaj kazal, to da vidite potem na mojem tečaju, če boste da želeli. Skratka, roke morajo biti skozi vidni. In jasno, kadar kaj pokažete na ekranu, vedno se obrnete, mogoče malo pokažete, spustite roko takrat in ni več, kot smo se že pogovarjali, ni več pogleda nazaj na ekran. In to je tudi vse, kar je. Se pravi, tudi roke ne smejo nikoli levo desno, prekrižati se ne. Ne križate, če ne križate tega, če ne križate tole, tudi ne počnite tega. A ni čudno, mislim, že tako me vse muči, pa še tole moram delati, Kaj še tako, da se obrnete, pa razlagate, Ja, tole, ja, komu zdaj kažete? Meni tam, ko sem v občinstvu ali tule tabli, Tako da, tega križanja ni, kakršnokoli križanje, kakorkoli mislite. Roke tukaj, eno mogoče spustite, eno pa skozi gor ali pa dve skozi gor. Jaz mogoče malo preveč maham, ampak to je pa še moja posebnost. Zaradi tega me ljudi nima nič raje, ker vedo, da dobro razložim. Tako, torej upoštevajte vaše prezentacije in boste dobro zažgali. Sergej tukaj in hvala, dobre meditacije vam želim.